Prvi vozel, ki ga bomo skupaj pokazali, je ambulantni vozel. Gre za precej preprost vozel, ki je praktično sestavljen iz dveh običajnih vozlov. Začnemo z navadnim vozlom, kot bi si začeli zavezovati vezalke, potem pa moramo biti pozorni, s katerim koncem vrvi začnemo delati drugi vozel. Kot lahko tukaj vidimo, gre en konec vrvi nad, drugi pa pod preostalo vrvjo. Mi moramo vzeti tega, ki gre nad, in z njim iti še enkrat čez, nad drugi konec, spodaj skozi in okoli, da dobimo drugi vozel, ki ga potem zatisnemo, da dobimo lep, ploščat, simetričen, ambulantni vozel, ki bo dobro držal. Tovorni vozel najlažje naredimo tako, da začnemo z dvema zankama. Najprej ena, potem še druga. In tukaj smo pozorni, da od teh dveh sredinskih vrvic ena gre nad in ena pod to, horizontalno. Nato vzamemo drugo zanko, to, kjer gre vrvica nad horizontalnim delom, in jo postavimo za prvo zanko, ter vozel nataknemo na palico, ter ga zatisnemo in dobili smo tovorni vozel. Če smo ga naredili prav, bo izgledal kot nekakšna narobe obrnjena črka N. To je zelo uporaben vozel, ki se uporablja tudi na začetku vseh vezav. Kavbojski vozel, podobno kot tovorni vozel, začnemo z dvema zankama. Le da sta tokrat ti dve zanki zrcalni, se pravi ena v eno, druga v drugo smer. Kako vemo, da smo to prav naredili? Ta navpična sredinska dela vrvi morata biti oba nad horizontalnim spodnjim. Nato ti dve zanki samo še skupaj zapremo kot knjigo in nataknemo na prst ali palico in dobimo lep kavbojski vozel. Ta vozel se uporablja, ko želimo vrv pritrditi na palico. Ribiški vozel je uporaben za povezovanje dveh vrvi. Naredimo ga tako, da najprej dva konca postavimo vzporedno enega ob drugega, vzamemo enega izmed njiju in okoli druge vrvi naredimo navaden vozel. Se pravi zanka in nato konec speljemo skozi njo. Pozorni moramo biti, da konec vrvice štrli stran od drugega konca, da se bo vozel lepo zatisnil. Enak postopek ponovimo na drugi strani. Ter nato vozel zatisnemo. Tako dobimo lep ribiški vozel in iz dveh krajših vrvi eno daljšo. Za konec pa naredimo še začetni vozel. Ta vozel je uporaben za pritrjevanje vrvi na debele palice ali pa na primer na drevesa. S koncem vrvi gremo okoli debla, naredimo zanko okoli prvega dela vrvi, ter ta konec vrvi, ki nam ostaja, še nekajkrat ovijemo okoli vrvi, ki gre okoli debla. Vozel nato zatisnemo, da se naši ovoji tesno stisnejo ob deblo. Ko želimo vozel podreti, je dovolj, da ga začnemo vleči v nasprotno smer, kot smo ga zatisnili, tako da se bo odtisnil sam od sebe.